Leta 1820 je v Senožečah domači gostilničar izkoristil priložnost in začel pisati stoletno zgodbo, ki je po 200 letih na poseben način še vedno živa. Tako živa in tako velika, da je v zadnjih desetletjih prerasla v simbol priložnosti, ki v teh krajih čakajo, da jih nekdo prepozna in spremeni perspektive prihodnosti. Tako velika je ta zgodba, da so se ustvarjalni Senožejci ob 200-letnici njenega nastanka odločili na različne načine opozoriti na njen pomen, tudi z današnjo slovesnostjo. Dober večer vsem skupaj, spoštovani minister za gospodarstvo in tehnologijo Matjaž Han, draga županja občine Divača Alenka Štrucelj-Dolgan, cenjeni gostje, dragi sokrajani, sovaščani, dobrodošli na današnji slovesnosti, dobrodošli v Senožečah. Dober večer. Dober večer. Jaša, zaradi zgodbe, ki se je začela pred 200 leti, sva tudi midva znova dobila priložnost, da se srečava na tem odru, v tej prijazni dvorani, v prijaznih Senožečah in vas besedo skupaj popeljava skozi današnji večer. Moja sovoditeljica, novinarka in domačinka Tjaša Škamperle. In moj sovoditelj, igralec, ki si močno, prav forte trudi postati Kraševec, Primož Forte. Z današnjo slovesnostjo želimo obeležiti 200-letnico ustanovitve pivovarne v Senožečah. Ampak skoraj 100 let je že takrat, ko je zaprla svoja vrata, zagotovo pa pustila globoke sledi v tem kraju.
V tem kraju, ki je mogoče na videz eno zaspano kraško naselje, ki se ga je razvoj nekako ognil, ampak tisti, ki se tu ustavi zares, ki si vzame čas za nas, za vas, ugotovi, da imajo Senožeče zelo bogato kulturno, društveno dogajanje. Pravzaprav je v dednem zapisu tega kraja na prepihu danes zelo na burji zapisana ena želja po uspehu in nekoč boljši časi in hkrati tudi želja po napredku vnaprej. O priložnostih današnjih Senožeč nam bo zdaj spregovorila županja Alenka Štrucelj Dovgan, ki jo vabim k besedi. Izvolite. Spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Matjaž Han, spoštovani visoki gostje, spoštovane svetnice, svetniki, vsi prisotni, domačini, lepo pozdravljeni in dobrodošli na praznovanju 200. obletnice ustanovitve pivovarne v Senožečah, ki je bila za tisti čas ena med večjimi. Obletnico pivovarne Adria smo želeli obeležiti že pred 2 leti, vendar nam je žal takrat epidemija koronavirusa to preprečila, zato sem toliko bolj vesela, da kljub slabemu vremenu smo ta dogodek uspeli speljati danes. Čas, v katerem živimo, je izjemno nepotrpežljiv. Od slehernega posameznika terja nenehno všečnost, ustrežljivost in prilagodljivost. Čas, v katerem živimo, je tudi neizprosen. Od nas se pričakuje, da smo konkurenčni, vse je usmerjeno k rezultatu. Čas, v katerem živimo, nas vznemirja. Podnebne spremembe, zaostrovanje konfliktov, migracije, koronavirus, energetska kriza, vojna v Ukrajini nas silijo v negotovost in pri nas postavljajo velike izzive. Velike izzive na področju gospodarstva, okolja, življenja vsakega posameznika. Kaj pomenijo podnebne spremembe, smo na Krasu žal spoznali letos poleti, ko smo se soočali z največjim požarom v zgodovini Slovenije. Zasluge za to, da se je končalo tako, kot se je, imajo gasilci, vsi prostovoljci in posamezniki, ki so noč in dan bdeli na požarišču. Zdi se nam, da smo nekako premagali koronavirus, a sedaj nam grozi energetska kriza in vsesplošna draginja. Podobne krize so se v zgodovini že dogajale. In taka podobna kriza se je zgodila tudi leta 1929, zaradi katere je tudi pivovarna v Senožečah propadla. Senožeče so sredi 19. stoletja cvetele. Ko je Trst postal avstro-ogrski, glavno pristaniško mesto, je postala cesta med Dunajem in Trstom zelo pomembna in Senožeče, naselje ob njej, pomemben furmanski kraj. S to povezavo so Senožeče postale pomembno gospodarsko središče, cvetele so gostilne, takrat jih je bilo v Senožečah kar 26. Cvetele so tudi razne obrtne dejavnosti. Prav to je bil tudi povod, da se je v začetku leta 1820 v Senožečah začela razvijati pivovarska obrt. Ustanovljena je bila pivovarna Adria. Pivovarna je bila zelo pomembna za razvoj kraja, saj je domačinom zagotavljala delovna mesta, proizvodnja piva pa je iz let v leto naraščala. Pivovarna Adria je bila med tedaj največjimi pivovarji in je konkurirala tudi pivovarni Union, Laškemu in pa Drederju iz Trsta. Varjenje piva je bilo pod strogim nadzorom čeških pivovarskih mojstrov. Pivovarna v Senožečah je delovala več kot 100 let. Da so nekoč Senožeče cvetele, nas spominjajo še številne mogočne stavbe. Žal nekatere v zelo slabem stanju. Zelo pomembno objekt je za Senožeče Mitnica. Letos smo pridobili Ministrstvo za kulturo evropska sredstva, kjer bomo lahko v naslednjih letih začeli z obnovo Mitnice. Mitnica za sam razvoj kraja in tudi za občino je objekt zelo pomemben, tako z turističnega kot tudi z gospodarskega vidika. Občina Divača se bo tudi v prihodnje prizadevala ustvarjati čim boljše pogoje za razvoj gospodarstva,
V pripravi je sprememba prostorskih aktov za novo obrtno cono v Divači, kjer bodo dobili prostor domači obrtniki in podjetniki, do konec leta pa naj bi potrdili prostorski akt za novo obrtno cono tukaj v Senožečah. Zavedamo se, da prav industrija in obrt s svojim tehnološkim razvojem in veliki meri določa samostojnost, napredek in blaginjo občine, ter da je inovativnost edina pot, ki vodi občino v družbo razvitih občin. Znati moramo združiti tradicijo, zgodovino in inovativnost. V Senožečah že nekaj časa tli tiha želja, sedaj vedno bolj postaja glasna, da bi obudili to pivovarsko obrt v Senožečah, najti moramo samo še primernega investitorja. Cenjeni gostje in obiskovalci, želim vam, da bi se v našem kraju na praznovanju ob pivovarni Senožeče prijetno počutili. Zahvalila bi se tudi vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k razvoju in te prireditve. Zahvalila bi se pa tudi vsem sponzorjem, ki ste pripomogli, da smo to prireditev danes lahko izvedli. Hvala lepa. Spoštovana gospa županja, najlepša hvala za vaše besede. Ja, v začetku 19. stoletja so bile Senožeče živahen kraj. Že stoletja prej je zemljiška gospoda prepoznala odlično lego kraja, ki se je s časom razvil v pomembno postojanko ob precej prometni cesarski cesti med Dunajem in Trstom. To je bil čas prometa s konjsko vprego. Za vožnjo z Dunaja v Trst je bilo potrebno kar nekaj dni, ne, Tjaša? Res je, konji in furmani so seveda vmes počivali in ena od priljubljenih postojank na tej cesarski cesti so bile zagotovo Senožeče. Kar 26 gostiln ste omenili županja in streho za 250 konj so ponujale. Si predstavljamo, Senožeče, pravo mesto sreče, kako živahno je moralo biti tukaj, koliko so popili, pojedli, kaj vse so si povedali, kakšne zgodbe so si pripovedovali. Vidiš, zato v tistih časih še niso potrebovali socialnih omrežij. Si prišel v Senožeče, si izvedel vse. Vse. Koliko jezikov so govorili? Znano je, da so v tistem času poleg številnih gostiln za oskrbo prevozništva delovale tudi različne obrti. V Senožeče so prihajali izobraženi in razgledani ljudje, nekateri so ostali kratek čas, nekateri pa kar dolgo, skoraj zavedno. No, ampak ta živahen utrip ob pomembni cesti je odpiral številne priložnosti, podjetniške, kulturne in življenjske. Kraška narava, bližina morja in značilno podnebje pa so dodali poseben navdih. Kjer tulijo vetrovi in reke šumijo, kjer skale molčijo, kjer morje gromi, je v tistem času in morda med bivanjem v Senožečah zapisal in besedilo tudi uglasbil Miroslav Vilhar. Njegovo pesem svobode na naš oder sedaj prinaša baritonist Jure Počkaj. Kjer lunica sije, kjer sonca blišijo, kjer zvezde svetijo, kjer grom zabobni, kjer tulijo vetrovi, kjer reke šumijo, kjer skale molčijo, kjer morje gromi, kjer tulijo vetrovi, kjer reke šumijo, kjer skale
nočijo, kjer morje gromi. Kjer rosce cvetejo, kjer ptice pojejo, kjer srca bijejo, kjer lipa hladi. Naj svoboda sveti, naj svoboda srečna, naj svoboda večna v svetu živi. Naj svoboda sveti, naj svoboda srečna, naj svoboda večna v svetu Pesem Svobode v izvedbi Jureta Počkaja, Tijana Mlača na trobenti in Iva Gustinčiča na klavirju nas je ponesla 200 leti nazaj. Danes si mogoče težko predstavljamo, koliko podjetniške svobode je premogla razslojena družba v prvih desetletjih 19. stoletja. Vemo pa, da se je po dolgih letih prepovedi točenja piva v cesarstvu začelo prebujati pivovarstvo. Leta 1820 je domačin Janez Dejak, danes ga omenjamo prvič, v Senožečah začel variti pivo. Prepoznal je priložnost, številni furmani, ki so se ustavljali v gostilnah, pa popotniki vseh vrst, pa delavci v obrtnih delavnicah in okoliški kmetje, piva se najbrž ni branil nihče. Janez Dejak je bil v pravem času na pravem mestu, danes bi rekli, da je bil pravi start-up, da je imel dobro idejo za gonsko podjetje, recimo. No, ampak tudi Trst ni bil daleč, ne? Z enim samim delavcem, zadolženim za izdelavo piva, je Dejaku uspelo vsako leto zvariti več te priljubljene pijače in jo prodajati tudi zunaj Senožeč. Počasi in preudarno, z odlično vodo iz bližnjih izvirov, a brez napredne tehnologije, je pivovarna v Dejakovih rokah uspešno rastla dobrih 50 let. O pivovarni pa danes ne vemo več prav veliko. Zgodovinar Ervin Dolenc, domačin, nam je v svoji knjigi Senožeče skupnost na Prepihu zapustil dragocen zapis o nastanku in razvoju Dejakove pivovarne. V lani izdanem Dolenčevem zborniku, ki je posvečen 200-letnici pivovarne v Senožečah in 60-letnici rojstva prezgodaj umrlega zgodovinarja Ervina Dolenca, najdemo še več informacij in razmišljanj zgodovinarjev povezanih s pivovarno v Senožečah. Slika pa vendarle ostaja nejasna in pušča dovolj prostora za ugibanje. Ampak zanimanje za to zgodbo nikakor ne zamre. Primož, verjetno se ti zdi, ne, da je največji čar te zgodbe pravzaprav pivo samo. Če bi se Dejak takrat odločil za izdelovanje teh potkev ali pa sedel za konje, misliš, da bi se danes pogovarjali o 200-letnici ustanovitve te javnosti? Ne verjamem, da bi sedli podkvami. Mogoče, če bi prodajal prepih v stekleničkah za vroče poletne dni. Ja, ali pa odlično vodo. Si predstavljaš, še par tednov nazaj v tisti vročini si odpreš stekleničko. Prepih. Senožeški prepih. Ali pa odlično vodo s curka, ne, ki jo imamo v Senožečah za vroče poletne dni. Ampak pustimo ugibanja. Dejak je izbral pivo in uspel. V Senožečah je zato danes praznik in priložnost za napitnice. Praznično vzdušje na naš oder
znova prinaša pihalni orkester Divača pod vodstvom Mitje Tavčarja. In tako se nekako sprehajamo skozi to zgodovino, skozi 200 let in zdaj smo v 19. stoletju. Janez Dejak je torej v Senožečah varil odlično pivo, tudi po letu 1857, ko je južna železnica, ki je Senožeče nekako zaobšla, prevzela glavnino prometa med Dunajem in Trstom. In takrat je Dejakovo pivo še vedno teklo tudi v Trst. Obračam se k gostom iz Trsta, to ime vedno nekako izgovarjamo z nekim hrepenjenjem Primorci, kajti dolga stoletja je bil Trst mesto priložnosti za ljudi iz njegovega zaledja. Predstavljal je nenasiten trg in za izdelke, za pridelke. Tam si zlahka našel delo. V sredini 19. stoletja je bil Trst svojim pristaniščem drugo najpomembnejše mesto Avstro-Ogrskega cesarstva. Je pa bil Trst tudi pravi magnet za podjetnike in povzpetnike iz celotnega cesarstva. V mestu se je kopičil kapital, ki je iskal priložnosti za plemenitenje. Družina Dejak pa ni imela dovolj kapitala za tehnološko posodabljanje pivovarne. Razpletlo se je po znanem scenariju. Dejakovo pivovarno so leta 1872 prevzeli tuji lastniki. No, 2 desetletji kasneje pa je pivovarna prišla v roke novo ustanovljene delniške družbe Adria, katere največji delničarji so bili člani rodbine Dejak. Torej, potomci ustanovitelja so v pivovarni znova dobili svoj vpliv. In rodbina Dejak je imela v Senožečah tudi sicer zelo velik vpliv in pustila je zelo globoke sledi. To je bilo, spomnimo, obdobje narodnjaštva. Napredni Dejakovi so imeli tesne stike s takratnimi slovenskimi kulturnimi ustvarjalci. Miroslav Vilhar, skladatelj, pesnik, dramatik, politik in časnikar, je bil poročen z nečakinjo Janeza Dejaka. To je ena mala žlahtna štorija. Po zaslugi Vilharja je v Senožeče prihajal tudi Fran Levstik. In zato ostanimo zdaj še malo v tem duhu slovenskega narodnjaštva z glasbo Miroslava Vilharja, z njegovim sabospevom Pozdrav domovini,
v izvedbi baritonista Jureta Počkaja. Bog vas sprejmi, tla slovenska, Bog te sprejmi, domovina, tukaj ima svojega sina, splev sem tebi slave venc. Bog vas sprejmi, krajske gore in domače vas doline, dokler narod ne pogine, slavo najde vsak Slovenc. Dokler narod ne pogine, slavo najde vsak Slovenc. Sprejmi, dragi bratje, dokler duh slovenski klije, to srce za vas naj bije, saj tudi vaše men gori. Bog vas sprejmi, korenjaki, kadar teče bistra Sava, cvete nam Slovanom slava, slava naj na vek živi. Cvete nam Slovanom slava, slava naj na vek živi. Bog vas sprejmi, tla slovenska, Bog te sprejmi, domovina, tukaj ima svojega sina, splev sem tebi slave venc. V času, ko so bili ti kraji še del Avstro-Ogrskega cesarstva, je pivovarna Adria v Senožečah postavljala mejnike. Kmalu po ustanovitvi je bila ena prvih pivovarn na slovenskih tleh, ki se je iz obrtne varilnice razvila v manufakturo. Kasnejša delniška družba Adria je izkoristila vse tržne in kapitalske priložnosti. Proizvodnja piva se je iz leta v leto povečevala tudi zaradi lokalnih virov odlične vode in zanesljive delovne sile. Senožeci ste bili od nekdaj pridni, a ne? Od vekomaj, ampak samo pridne roke niso nikoli dovolj. V začetku 20. stoletja je v delniško družbo Adria z velikim vložkom vstopila Jadranska banka iz Trsta. Danes bi temu rekli dokapitalizacija. Beseda, ki se jo vedno zelo bojimo na radiju izgovoriti. In proizvodnja je res doživela bliskovit razcvet. Proizvodnjo so temeljito posodobili, za recepture in kakovost so skrbeli mojstri iz češkega Plzna. Leta 1911 se je pivovarna po obsegu že zavihtela na drugo mesto na slovenskih tleh. Po količini zvarjenega piva je bila tik za Unionom in občutno pred Laškim. In ni čudnega, če so, mislim, da Primorske novice lani en članek naslovile tako: zakaj danes ob Laškem in Unionu ne pijemo tudi Adrije iz Senožeč? Enigma. Na vrhuncu uspeha, ko je pivovarni Adria skoraj uspelo prehiteti vse konkurente na slovenskih tleh in doseči še en poslovni mejnik, se je sreča preprosto obrnila. Po drugi svetovni vojni je tukajšnje slovensko ozemlje prešlo pod italijansko oblast. Slovenskemu gospodarstvu nenaklonjena kraljevina Italija je pridobila 2/3 delnic družbe Adria. V Trstu pa je velika pivovarna težko gledala velikega konkurenta pred svojim pragom.
Po spletu nenavadnih in nikoli pojasnjenih okoliščin se je v pivovarni Adria leta 1925 začel njen stečaj. Kapital je odnesel, kar je bilo v njegovi domeni, v Senožečah pa se je morda tudi zato še bolj krepila narodna zavest. Ostala je delavnost, ostala sta ponos in pripadnost. Vsa ta občutja smo Slovenci od nekdaj znali preliti v pesem. Na oder zdaj vabim vokalno skupino Kresniki Sežane pod umetniškim vodstvom Mirana Žitka.
Najlepša hvala vokalni skupini Kresnik. Janez Dejak je davnega leta 1820 v Senožečah izkoristil priložnost in tudi kasnejši družbeniki pivovarne so svobodno poslovali. Še dolga desetletja po zaprtju Adrie pa so bile priložnosti za njen ponovni zagon povsem onemogočene. Obstaja zapis o tem, da so kmalu po drugi svetovni vojni v zanosu obnove resno načrtovali obuditev pivovarstva v Senožečah. Ni se izšlo, ne takrat in ne kdaj kasneje. Ampak čas gre naprej. Slovenci smo 65 let po zaprtju pivovarne dobili samostojno državo, nato smo vstopili v Evropsko unijo, da bi lahko vsak navdih svobodno spreminjali v nove priložnosti. Danes se soočamo z drugačnimi izzivi in tudi na priložnosti ne gledamo samo iz ekonomske perspektive. Spoštovani, današnji slavnostni govornik in pokrovitelj praznovanja je minister za gospodarstvo in tehnologijo, gospod Matjaž Han, ki ga zdaj vabim na oder k besedi. Izvolite. Lep dober večer. Lepa in žalostna zgodba, pa vendarle bodimo vsi skupaj optimisti. In še nekaj moram povedati iz srca, gospa županja, Senožeče mi bo v posebnem delu srca zato, ker je bilo na mojo mizo romalo prvo vabilo, ko sem sedel na ministersko mesto, in to je bilo prvo povabilo, da upravim ta slavnostni govornik, da bom slavnostni govornik, in verjamete mi, da se bom tudi zaradi tega probal skozi moj mandat potruditi, da v Senožečah slišimo še kakšno še lepšo zgodbo. Županja, spoštovana županja Alenka Štrukelj Dovgan, spoštovani direktor Primorske gospodarske zbornice Robert Rakar, spoštovani vsi v prvi vrsti svetnice, svetniki, spoštovani gostje in seveda vsi nastopajoči. Kot sem že rekel, mi je velik ponos, predvsem pa veselje, da vas lahko pozdravim, da vas lahko nagovorim ob tako prijetnem in hkrati tudi čustvenem dogodku in pomembnem mejniku tako za pivovarno kot za vaše kraje. Tudi sam prihajam iz območja, kjer cenimo pivovarstvo in se zavedamo njegovega pomena. Mi smo imeli malo več sreče kot vi, pa vendarle pomena se zavedamo predvsem iz vidika gastronomske ponudbe, zagotavljanja delovnih mest in tudi ohranjanja kulturne in tehnične dediščine. Naša država, naša Slovenija se ponaša z bogato gastronomsko dediščino v vseh kar 24 gastronomskih regij v Sloveniji in pivovarstvo, spoštovane in spoštovani, je njen pomemben del.
Prepričan sem, da je lahko gastronomija ena izmed orodij za krepitev okrevanja in odpornosti ne samo slovenskega turizma, ampak tudi evropskega. Poleg tega imamo v Sloveniji veliko priložnost za kreiranje tako imenovanega 5-zvezdičnega doživetja s področja te iste gastronomske ponudbe. Zato mi je res v veselje govoriti ob 200-letnici pivovarne v Senožečah. Katere pivo smo slišali, je bilo v 19. stoletju znano kot eno najbolj kakovostnih v tistem času. Nažalost je pivovarna pred 100 leti, že takrat zaradi gospodarske krize, drugače pa zaradi istih zadev kot danes, padla. Takrat je bil še en drug moment, ki ga vsi dobro, predvsem pa vi, spoštovani, poznate, ta fašistični pogrom nad Slovenijo, nad slovenskimi podjetniki in zato je ta pivovarna tudi propadla. Kot pa priča današnji dogodek, pa spomin na to pivovarno, na tiste čase seveda živi naprej. Obletnico vrnitve Primorske k matični domovini, ki smo jo praznovali v Sloveniji v četrtek, in primorska himna Vstajenje Primorske govori o ponosnem in nezlomljivem duhu Primorcev, ki se seveda ni nikdar uklonil nobenem pritisku. Da pa prihajajoča kriza in draginja ne bo prizadela slovenskega gospodarstva, tako kot je kriza leta 1925 prizadela pivovarno v Senožečah, pa želimo poskrbeti tudi na našem ministrstvu. In moramo poskrbeti na našem ministrstvu. Pandemija, vojna v Ukrajini, merjenje moči svetovnih velesil in podnebne spremembe so seveda poglobile težave v tako imenovanem globalnem gospodarstvu. Vse to pa žal ima vpliv na življenje naših ljudi. Prav zato si seveda nismo vzeli 100 dni časa, ko smo začeli vladati. Danes želimo z nekaterimi ukrepi blažiti vpliv visokih cen pogonskih goriv, elektrike in zemeljskega plina, pa ne bi vas v tem enkratnem dogodku obremenjeval, pa vendarle želimo ljudem pomagati, želimo pomagati podjetjem, da bo takšnih zgodb čim manj. Seveda lahko na našo pomoč, spoštovani, tudi računate. Spoštovane gospe in gospodje, dragi moji, ob koncu bi vam resnično rad še enkrat čestital ob tem, pa moram reči, da sem malo zmeden, ampak vseeno, ob tem praznovanju vaše častitljive obletnice. To je dokaz o iznajdljivem, nezlomljivem, podjetniškem in svobodnem primorskem duhu, ki ga drugje v Sloveniji ni. Tako kot smo skupaj uspeli premagati že mnogo katero krizo v naši Sloveniji, verjamem, da bomo tudi prihajajočo krizo, ki se reče zdaj energetska draginja, preživeli. Preživeli, če bomo med sabo solidarni, tovariški, da se bomo slišali, da si bomo pomagali in predvsem, da se bomo med sabo spoštovali. Želim vam resnično prijetno praznovanje, veliko lepih trenutkov in hvala vam lepa, da ste me povabili. Srečno!
Hvala, minister, za vaše besede. Seveda smo res veseli, da ste se udeležili današnjega praznovanja in da ste mogoče spoznali en delček življenja v Senožečah in v občini Divača. In mogoče na svet, ko boste naslednjič zasebno ali pa kot minister potovali proti morju na Razdrtem ven, pa po stari... Imamo tudi to v naslednjem letu. Skratka, zavijte po stari cesti skozi Senožeče, odlična gastronomija, nimamo še Michelin, prihajajo. Današnja slovesnost in druge prireditve ob 200-letnici ustanovitve pivovarne v Senožečah so res zgovoren dokaz, da velike zgodbe Senožeč danes domačini razumemo kot navdih. In ena takih velikih zgodb je tudi Mitnica, ki je bila pred 500 leti postavljena na takratni državni cesti v Senožečah in bo kmalu, že v prihodnjem letu, doživela prenovo in dočakala oživitev in takrat bomo... In mi dva s Primožem sva se prej v zaodrju že dogovorila, da bova takrat vodila tudi prireditev. Nihče nas ni še povabil, ampak mi dva sva se odločila. In zdaj lahko upava, da bo to čim prej, ne? Da ne bova s palčko prišla na otvoritev. Ampak kako je v bistvu res zanimiv ta kontrast, ki ga človek lahko zazna v Senožečah. Ob glavni cesti se nizajo velike, stare stavbe, natanko tako kot na starih razglednicah, in kot bi že dolgo čakale na svojo priložnost. Ampak samo nekaj korakov stran od utrujenih pročel pa sodobne Senožeče živijo ustvarjalno in povezano kot malo katero drugo naselje. Kulturno društvo z aktivom žena, prostovoljno gasilsko društvo, lovska družina, plesna skupina in osnovna šola stopijo skupaj vsakokrat, ko kdo med njimi predstavi kako privlačno zamisel. Senožejci sejete seme za nove velike zgodbe, kot je ta, ki ji danes po 200 letih namenjamo poklon. In s podobno mislijo je zgodovinar, že prej omenjeni Ervin Dolenc, naš sokrajan, zaključil pripoved v svoji knjigi Senožeče, skupnost na prepihu. Tako je napisal: tako kot življenje nasploh, nekatere dejavnosti pač zamrejo. Življenje se preseli drugam. Življenje na prepihu kraških prelazov, na prepihu časa. Življenje na prepihu včasih povzroča glavobol, vendar teče dalje. In življenje teče dalje, želja, da bi teklo tudi pivo, pa zagotovo ostaja. In Senožejc Orlando Stepančič, mlad fantina, je nekdanji pivovarni posvetil eno svojih pesmi. Predlagam, Primož, da jo prebereš in si jo lahko tudi sami preberete. Izvoli. Pred 200 leti se nam je posvetilo, da se piva bo veliko pilo. Zato pričela je delovati pivovarna Adria, ki že nehala je obratovati. Vzroki za propad so obisk tujih agentov in moč njihovih komplimentov. Tu pa je tudi izgubljena železnica in konkurenca. Pivovarna Adria prisiljena bila je v propad, a vendar je nihče ni prišel obiskovati. Kot stavba je še danes znana, vendar nobena steklenica piva ni prodana. Danes vsak turist, ki pride mimo, hoče piti sveže pivo. Vendar, če pomisli na domače, s pivom že v preteklost skače. Bravo, Orlando. Gospe in gospodje, pred zaključkom današnje slovesnosti pa še enkrat prisluhnimo glasbi. Pihalni orkester Divača je z nami.
Najlepša hvala pihalnemu orkestru Divača. Ampak Tjaša, jaz sem zdaj, ko je bila ta taka optimistična glasba, ne, v zadnji sem plesal, vse si videla, ne, sem tako ne, ja. In vsem me nekaj zanima, ne, kaj če je to mogoče vse skupaj samo en privid, ne, mogoče je to vse to pivo, ne, poniklilo noter skozi ta porozna tla, ne, in bo enkrat, kar naenkrat se bo zgodilo, da bo prišel izvir, da bo bruhnilo ven, mogoče tukaj pred šolo. Misliš, da sem preveč optimističen? Ja, eno štorijo zdaj sestavljaš, ki ni za te kraje in čase. Kraška čudesa zagotovo burijo domišljijo, čudeži se dogajajo, mogoče bolj poredko. Če igra pihalni orkester Divača. Mogoče. Primož, ampak brez skrbi. Piva bo kljub temu nocoj dovolj za vse. Kajti, spoštovani gostje, hvala, da ste nocoj z nami in da pomagate soustvarjati ta lep, nepozaben večer. Osrednja slovesnost ob 200-letnici ustanovitve pivovarne v Senožečah je zaključena. Ampak samo osrednja slovesnost. Ni vam treba še nikamor odhajati. Organizatorji današnje slovesnosti vas vabijo na prijetno druženje ob glasbi, izbranih jedeh in kozarčku piva ali primorskega vina in druženju z mano in Tjašo. Ja. Ob 20. uri bomo lahko prisluhnili klapi Škvadra. Malo pred 21. uro pa na ta oder prihaja moj stanovski kolega. Konkurenca. Zato sem rekel, bom jaz prej, pa on pol. Jaz imam resen del, on ima zabavni del. Tako. Igralec, pevec, voditelj
Še in še bi lahko našteval Klemen Slakonja. Hvala vsem, ki ste pomagali ustvariti nocojšnji program. Pihalni orkester Divača. Baritonist Jure Počkaj, Tijan Mlač in Ivo Gustinčič. Vokalna skupina Kresnik iz Sežane. Fotografa Jernej Premrl in Alen Franetič. Ter šefica, scenaristka in režiserka Lučka Pelhan. Z vami sva bila Primož Forte In vedno zabavna Tjaša Škamperle. Imejte se res lepo, še naprej. In pridite v Senožeče še kdaj. Hvala.